Magdalene Krivopete. Gledališče zatiranih za enakost spolov. Kapitalizem se uspešno reproducira samo zato, ker je telo svetovnega delavstva prepredel z mrežo neenakosti in ker je zmožen globalizirati izkoriščanje. Vsako fazo kapitalistične globalizacije, vključno s sedanjo, je spremljalo vračanje najbolj nasilnih vidikov prvotne akumulacije, kar kaže na to, da so bili nenehno preganjanje kmetov z zemlje, vojna in ropanje na svetovni ravni ter degradacija žensk v vseh časih nujni pogoji za obstoj kapitalizma. Projekt Enakost spolov je zakon. Z vami smo Tjaša, Metka in Teja, ki je prevedla knjigo Silvije Federici Kanibal in čarovnica, ženske, telo in prvotna akumulacija. Teja, o čem ta knjiga govori? En lep pozdrav. Najprej moram povedati, da je k temu prevodu veliko pripomogla tudi legendarna prevajalka Mojca Dobnikar. In o tej knjigi pa na kratko lahko rečem, da je izšla pred 20 leti in da se je postopoma nekako pridobila status v bistvu ene temeljnih, pravzaprav feminističnih reinterpretacij dveh tako rekoč kanoniziranih mislecev. Po eni strani Marxa in njegovega koncepta prvotne akumulacije, po drugi strani pa Foucaulta in njegove teorije o discipliniranju telesa. Kar je pri Federici drugače in novo, je to, da pravzaprav pokrije ali pa dopolni ali pa ovrže tiste vidike njunih, sicer izjemno vplivnih in pomembnih teorij, v katerih je tako močna, bomo rekla, ta moška osrediščenost na tematiki, da pravzaprav na račun izpusta ženskega vidika zgodovine zanemarita neke zelo pomembne vidike, ki jo pripeljejo tudi do nekaterih mogoče napačnih zaključkov. Je pa ta študija pionirska predvsem zato, ker obravnava celotno zgodovino kapitalizma od samega začetka vzpostavitve tega ekonomskega sistema do danes, na način, ki je nov. Novo pa je to, da ga gleda s treh vidikov hkrati, ki so po njenem močno prepleteni. Eno je kolonialna ekspanzija zahodnih bogatih držav, ki so pravzaprav obogatele na račun kolonij. Drugo je z vidika preganjanja žensk, se pravi čarovniških procesov. In tretje z vidika trgovanja s sužnji, ki je seveda povezano s kolonializmom. Kaj pa mogoče par besed še o Federici? Kdo je ona? Silvija Federici je feministična aktivistka, tudi akademičarka, danes že upokojena, tudi predavateljica na več fakultetah, ki je verjetno najbolj znana zato, ker je skupaj z številnimi drugimi marksističnimi feministkami oziroma avtonomistkami, italijanskimi tudi, v 70-ih ustanovila skupino, ki je pol kar v gibanje prerasla, Wages for Housework, kar se prevaja bodisi kot mezde za gospodinjsko delo ali pa plačo za gospodinjsko delo. In to gibanje je bilo revolucionarno zato, ker je opozarjalo na dejstvo, da je velika večina opravil, ki veljajo tradicionalno za žensko delo, celo delo iz ljubezni, se pravi skrbstveno delo, čustveno delo, gospodinjsko delo, neplačanih, ne. In to plačilo so poudarjale ravno zato, da bi ljudje na splošno, same ženske in seveda tudi moški sploh prepoznali te dejavnosti kot delo, ne. Nikoli niso trdile, da je treba dejansko, ne, finančno ovrednotiti, mislim, to delo, oziroma to je bila neka oddaljena utopija in se bojim, da je tako še danes, ampak poudarek je bil na tem, da bi se vsaj ugledala paralela s plačanim delom, ne, in da bi se vsaj na neki naravni pač vrednotenja onkraj denarja to prepoznalo kot delo.
kot neogiben, nujen, bistven prispevek k temu, da družba sploh funkcionira. Tukaj govorimo od rojevanja otrok, do skrbi za otroke, partnerje, ostarele, člane družin, prijatelje, do vzdrževanja čustvenih vezi znotraj skupnosti, čustvene podpore med ženskami, vse to, kar pravzaprav nas povezuje kot družbo, kar ustvarja družbo. Še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, da jo izvemo, preden nadaljujemo. Kaj pa pomeni sploh prvotna akumulacija? Prvotna akumulacija je Marxov koncept iz prve knjige Kapitala, njegove knjige, res kanonizirane, kanonične. In po domače rečeno lahko rečemo, da je to velika pljačka. Se pravi, velika privatizacija naravnih bogastev, predvsem zemljišč, ki je pravzaprav pripomogla tudi do tega, da je po eni strani fevdalizem kot sistem zamrl, in da so se tlačani nekdanji, ki so vendarle znotraj fevdalnega sistema imeli neko skupnino, se pravi skupno zemljo, čeprav je bilo to najslabša obdelovalna zemlja, ki jo jim je zemljiški gospod prepustil, ne, ker se ni imel nič od nje. Ampak vseeno, imeli so to skupno lastnino, gozdove, ribnike, ki so jim omogočali preživetje v teh zelo težkih razmerah. S privatizacijo zemljišč in še drugimi vzporednimi procesi pa so postali povsem odvisni od po novem delodajalcev, se pravi z vzpostavitvijo nekih manufaktur, ki so delavcem nudile delo za plačilo, to pa je bilo tudi vse. Medtem ko v fevdalnem sistemu je vendar bil fevdalcu vezan nuditi tudi bivališče in neke druge pogoje za bivanje, čeprav so bili do konca izkoriščevalski. Tako da prvotna akumulacija je pač koncept, ki na kratko povzame vse te več procesov, ampak predvsem procese pozasebljanja tega, kar je bilo nekoč skupno oziroma skupnostno, commons, tisti angleški izraz, ki ga gotovo poznamo. In zdaj pri Federici je novo to, da pravi, da se je Marx žal globoko motil, ker je, kot že sama beseda pove, prvotna akumulacija, menil, da je to edinstven proces v zgodovini, da se je to zgodilo samo na začetku kapitalizma, zato da je kapitalizem kot sistem sploh lahko zalaufal, je rabil surovine, da je lahko zalaufal. In te so bile seveda v glavnem iz kolonialnih, iz kolonij, ki so se jih pač podredili, z mečem, krvavo podredili. In seveda z brezplačno delovno silo, sužnji. Ampak Silvia Federici naredi to res longitudinalno študijo, ki objame 500 let zgodovine svetovne in pokaže, da je to v bistvu neobhodni, nujni, stalni proces akumulacije in da seveda, ko zmanjka surovin v eni državi, jih je treba najti v drugi. Zdaj v modernejšem izrazju se temu reče tudi strukturno prilagajanje. In te procese sta tako po letu 90-91 v bivših socialističnih državah, kot danes še zmeraj po afriških državah in drugje furala predvsem Mednarodni denarni sklad in pa Svetovna banka. Zdaj, sama beseda akumulacija, meni je to povzročalo težave, ker v bistvu to pomeni kot neko nabiranje, zbiranje, prilaščanje, dejansko kopičenje nekih dobrin, to, kar si že naštevala. Ja, to je to. Ja, super, hvala za ta super uvod, da smo zdaj izvedeli, o čem sploh govorimo. Pa bi nadaljevali z nekaj miti oziroma z nekaj vsebinami, ki smo se jih, recimo, o katerih smo se učili v šolah, pri zgodovini ali pa tudi pri kakšnih drugih predmetih. Pa jih Silvia Federici malo drugače napiše, zapiše oziroma o njih govori. Pa nas povabimo vse tri k eni diskusiji taki zdaj o teh mitih, te tri sva izpostavili s Tjašo. Prvi mit. Lov na čarovnice se je dogajal v mračnem srednjem veku, poudarek na mračnem.
kaj si mislimo o tem, oziroma kaj Federici pove o tem. Ja, mene je to tudi eden izmed najbolj takih podatkov, kaj je ostal z mano, ne? Da res smo ponotranjali to, da je renesansa bila tisto obdobje, ko smo se spremenili evolucijsko v bolj civilizirane in tako naprej, ampak zdaj pa v bistvu ugotavljam, da se je ravno takrat ta lov na čarovnice dogajal najbolj intenzivno, seveda skozi knjigo, ne, Silvije. Ja, in to tudi niso bili tako zelo spontani, to so bili zelo natančno, ne, skoordinirani politični procesi in vsega tega se sploh nismo učili takrat, tako da to zelo ostaja z mano. To ni bil ta srednji vek tisti, ki je povzročil toliko nasilja. No, najbrž tudi, ne, ampak to nasilje, o katerem zdaj govorimo, spada že takrat, ko naj bi to bilo del preteklosti. Ja, zdaj jaz, če rečem, jaz sem si skozi mislila, da je ta mračni srednji vek in lov na čarovnice, a ne, da se to dogaja tam 11., 12., mogoče 13. stoletje, ampak v Federici napiše, da so bili najbolj intenzivni ti procesi lova na čarovnice v 16. in 17. stoletju, da je takrat največ procesov se dogajalo, ne. Teja, tudi ti si prej rekla, da je sicer bilo to zelo dolgo obdobje, ampak Mislim, tako je, a ne, saj to ni izvirna teza Silvije Federici, to na splošno pač se ve v zgodovini, tudi recimo na Slovenskem je o tem ogromno Matevž Košir pisal, a ne, ker je strokovnjak za to področje pri nas. Ampak v splošni, ja, neki javni zavesti pa je dejansko ta mit obstaja, a ne, da je bil srednji vek mračen čas iracionalnih, histeričnih ljudi, ki so vsevprek se ovajali in obtožili drug drugega in se na koncu tudi brutalno mučili in pobijali, ne, kot da je to bila neka množična kolektivna norost, ne. To seveda ni res, ne. Ni zdaj, da so ljudje, ne vem, čez 50, 100, 200 let pa bili razsvetljeni in poduhovljeni in povsem razumski, ne, daleč od tega. To je pač ta dihotomija temno-svetlo, ne, razsvetljeni, temni, to je hudo poenostavljanje. Čarovniški procesi so se res začeli v 12. stoletju, a v ta namen pobudnik je bila rimskokatoliška cerkev, ki je v ta namen ustanovila inkvizicijska sodišča. To so bila posebna sodišča, na katerih je v bistvu veljalo kot priznanje izsiljeno z mučenjem, ne. Prej tega ni bilo, ne. In ta sodišča in cel ta sistem se je vzpostavil predvsem zato, ker so v 12. stoletju bile zelo močne verske ločine, ki so nasprotovale pač rimskokatoliški cerkvi, predvsem njenemu bogatenju na račun revnih, ne. Ker po eni strani je pridigala svetouboščino, da je to pač najkrajša pot do zveličavnosti in Boga in nebes, po drugi strani pa je prav cerkev si prisvajala zemljišča in bila v bistvu daleč največji zemljiški posestnik v fevdalizmu. Tako da preganjali so katare, bogomile, številne ločine, ki so se pa dejansko zavezale v bistvu asketskosti in nekateri med njimi tudi recimo so bili so bili vegetarijanci, zato ker niso hoteli mučiti živali, odpovedali so se otrokom, zato ker so rekli, da je ta grdi svet ni etično rojevati novih otrok in so dejansko živeli to, kar so pridigali in so zato zelo, zelo bili privlačni za vse več ljudi. In zato jih je cerkev seveda mogla uničiti, če je hotela oblast ohraniti. Tako se je začelo. ja. Ampak pol kasneje, a ne, se pravi v tem obdobju, o katerem govorimo, se pravi 16., 17. stoletje je pa prav bilo targetirano na ženske, Res je. ne, ženske, predvsem ženske, ki so znale recimo svetovati drugim ženskam o tem, kako recimo lahko prekinejo nosečnost, na primer, ali pa kako se lahko izognejo temu, izognejo nosečnosti, ne, to je pa prav tako, kot V bistvu piše v so knjigi. preganjali zdravilke, ne, Prav se pravi, zdravilke, ne ja. samo ženske, ki so imele to znanje o preprečevanju nosečnosti in tako naprej,
ampak tudi ženske, ki so zato, ker so dejansko pač bile zeliščarke, neke ljudske zdravilke, imele veliko moč in zaupanje v lastnih skupnostih, ker so v bistvu nudile pomoč ljudem, ne. In to je bil čas pred to racionalno ločitvijo človeka od narave, kot nekoga, ki naj bi gospodoval naravi, ne. Takrat je veljala ta ideja, da je narava pravzaprav največja sila, najmogočnejša sila, neke vrste panteizem, če hočete, ne. In treba je bilo predvsem spodkopati to zaupanje v moč narave, zato da bi ljudje bolj zaupali moči oblasti, ne. Zato je šlo. Tako da v tem kontekstu pa ja, sigurno je bila en segment preganjanja, posebej v tem obdobju, ki si ga omenila, striktno naperjen tudi proti v bistvu nadzorovanju rojstev. Zakaj? Zato, ker se je zgodila kuga, ki je pokosila ogromno evropskega prebivalstva, primanjkovalo je delovne sile, rabili so dodatno delovno silo in treba se je bilo razmnoževati, ne. In če so hoteli doseči to, da bi ljudje imeli več otrok, kot jih pravzaprav lahko preživijo, je bilo treba uničiti to znanje. Okej, pa gremo na naslednji mit, drugi v nizu 3, in sicer: kapitalizem je ženskam prinesel osvoboditev. Kaj porečemo na to? A se počutimo zelo svobodne? Ja, ta kapitalizem se mi zdi, da se tudi zelo opisuje tako, kot da je to bila neka, tako kot sem prej rekla, evolucija, napredek, korak naprej k temu, da smo bolj človeški in tako naprej, razum, ne. Ampak v resnici ni čisto tako. Če zdaj preberem, kaj je Federici napisala. V dobi tlačanstva so ženske v bistvu imele več pravic, od moških sorodnikov so bile takrat manj odvisne, finančno, družbeno in psihološko so se manj razlikovale. Kolektivni odnosi, ne, so bili pred družinskimi. In ja, takrat so tudi izgubile to pravico do lastnega dohodka, tako da se mi ne zdi, da bi šli v bolj pravičen, da bi to bil napredek. Kaj se vama zdi? Mislim, to je bil meni pravzaprav en največjih šokov v tej knjigi v resnici, ker recimo so ženske izgubile pravico do tega, da bi imele svojo obrt, recimo, ali pa ne. In tudi takrat, a ne, so bile pol tudi one na nek način zakonsko opredeljene kot na nek način lastnina, recimo moških, svojih mož ali pa drugih družinskih članov, recimo zato, da je ženska lahko karkoli, pravzaprav karkoli naredila, je moral dati dovoljenje, torej en od teh moških družinskih članov. Tudi recimo dedovanja, a ne, so bila zgolj po moških potomcih, in tako naprej, no. Ne vem, Teja, mogoče ti lahko to malo bolj zdaj postaviš v en okvir. Kdaj se je to dogajalo zdaj, da je ta zakonodaja bila v bistvu postavljena? Mislim, mogoče treba začeti lih malo prej, a ne. Treba je vedeti, da fevdalizem ni kar samo od sebe razpadel, ne. V srednjem veku so se hudi tlačanski upori dogajali, tudi pri nas malo kasneje, ne. Se pravi, ljudje so se množično upirali. Seveda, So hoteli nekaj drugega, ne? hoteli so nekaj drugega, verjetno ne kapitalizma, ne, ampak hoteli so osvoboditev od teh spon tlačanstva, kot se reče, ne, ker to je bilo na nek način na pol suženjsko razmerje, ne. Oziroma razmerje velike odvisnosti, no, tako, ne. Kapitalizem je prinesel neke vrste osvoboditev, samo ne tlačanom, ne revnim ljudem, pač, ne, ker potisnil jih je še v globljo revščino zaradi te razlastitve zemlje, ne, zaradi privatizacije. Tako da v bistvu osvobodil je kapital v resnici, ne, kar pomeni, zemlja je zdaj postala vir za izkoriščanje in dodatno kopičenje bogastva, kapitala, medtem, kar lahko rečeš pol, da je osvobodilo kvečjemu zemljiške posestnike, ki so že itak bili na boljšem, ne.
medtem ko tlačane je pa potisnilo še v globljo odvisnost, ne. In fora je v tem, da pač prej so bili vendarle stalno tam nastanjeni, tudi ko ni bilo recimo sezone za žetev ali pa tako naprej, ne. Tudi pozimi, ne, ko ni bilo kmečkih opravil kaj dosti. Medtem ko v kapitalističnem sistemu pač so delavce na koncu sezone poslali stran, ne. In so bili brez dohodkov, ne. Tako nekako. Zdaj, a ne, tako je pa tu treba reči, če se obrnemo v današnji čas, a ne, kapitalizem je številne ženske osvobodil od, ne, teh duhamornih vsakodnevnih opravil, kot je gospodinjsko in skrbstveno delo v veliki meri, samo treba se vprašati, katere ženske in na čigav račun. Da odgovorim na to retorično vprašanje, premožnejše ženske na račun manj premožnih, ponavadi rasiziranih žensk. Saj je pri nas, poglejmo, ne, kdo čisti po domovih drugih, kdo skrbi za otroke drugih, ne. Ponavadi so to priseljenke ali pa starejše ženske, ki so jih odpustili tik pred penzijo in zdaj pač probajo preživeti, kakor vejo in znajo. Se pravi, najbolj deprivilegirane skupine žensk. Pri Federici, ne, če se vrnemo k knjigi, je mogoče za poudariti še to, da medtem ko je Marx verjel, a ne, da dejansko kapitalizem je neka prehodna faza iz fevdalizma v socializem in da na nek način tlakuje pot k osvoboditvi, da bo ta njegovo nasilje na neki točki prešlo in da bojo neki nevtralni, človeku prijazni ekonomski zakoni urejali naše življenje, ne. Tukaj, pravi Federici, se je globoko motil in do te napake ali pomote ne bi prišlo, če bi na zgodovino zadnjih 500 let pogledal z vidika žensk. Ker pravi, znova in znova se pokaže, tudi kadar so moški, kot recimo že mezdni delavci, se pravi ne več kot tlačani, ne, v novem sistemu pridobili neke izboljšave, pravice, si olajšali življenje, so bile ženske v primerjavi z njimi vedno na slabšem. Vedno. Ker so te pravice dobili na račun Tako, žensk. Ne? izrinjanja njih iz trga, ne, in v področje pač neplačanega, skrbstvenega in tako naprej dela, oziroma po marksistično rečeno dnevne in pa generacijske reprodukcije delovne sile. Okej, zdaj jaz vidim ali pa slišim, da smo majčkeno se že dotaknile tega tretjega mita, a ne? In sicer, da je kapitalizem bila evolucija v boljši družbeni red in da smo v odnosu drug do drugega napredovali. Ja, kar veliko smo že o tem povedali, ne? Ampak, ne vem, vsaj zame se mi je zdelo tudi to pomembno, da je kapitalizem nastal kot kontrarevolucija, ne? Se pravi, ljudje so se upirali, poskušali so se osvoboditi in so to osvoboditev zatrli s kapitalizmom. A ni bilo isto v koncu 80-ih pri nas? Vse ljudje se niso borili za kapitalizem, ne? Te množična družbena gibanja v 80-ih, saj ni bil to cilj, ampak to imamo. Ja. Mislim, ta ideja premočrtnega napredka od nečesa slabšega k boljšemu je v bistvu značilna ali pa skoraj temeljna za cel zahodni svet, bolj kot koga drugega. Zahodni svet, mi se seveda na vsak način hočemo identificirati z Zahodom in smo povsem sprejeli to, ampak prav, če pogledaš, kaj se je recimo pri nas recimo od druge svetovne vojne do danes dogajalo na področju ženskih pravic ali pa, če smo bolj specifične, reproduktivnih pravic, ki so itak nek lakmusov papir zmeri za stanje stvari, kjer smo, vidimo, da če ne bi bilo, da recimo v socializmu se je zgodil že v 50-ih, 60-ih pač neverjeten napredek, ne, v smislu od pač dostopnosti kontracepcije, legalizacije splava na izbiro, ne, do dostopnosti vrtcev, ljudskih menz, vsega tega, kar je ženskam olajšalo pravzaprav življenje in tudi omogočilo neko družinsko življenje, a ne.
takoj, ko smo se začeli prehajati v eni pravi demokracijo, jaz bom rekla v kapitalizem, je bilo marsikaj od tega ogroženo, ne. In če recimo konec leta 90 pa začetek leta 91 ne bi bilo zelo množičnega upora, danes vprašanje, če bi imele pravico še do umetne prekinitve nosečnosti. Zato, ker v bistvu je bilo zelo velika težnja med katoliško in drugače desno nacionalistično usmerjenimi politiki, da v bistvu ta pravica do svobodnega odločanja o rojevanju otrok, ki je danes v 55. členu Ustave, ne bi bila v Ustavi, ampak pač v nekem zakonu, ne, ki ga je lahko vsaka vlada zamenja, če ga hoče. Tako da že ta primer kaže, ne, da ne gre računati na to, da nekaj, kar je že bilo urejeno, bomo rekli človeku, vsakemu človeku, tudi ženskam prijazno, da je to za večno, ne. Pravice so zmeraj znova lahko izginejo, ukinejo in si jih je treba na novo izboriti. Ob vsaki krizi, ob vsaki tranziciji, kot vidimo, ne, je treba v bistvu na novo obraniti pravice ali pa si jih na novo izboriti. Se mi zdi, da se vsakič, ko se ta ali naravna nesreča ali finančna kriza, kar se zgodi, da se izkoristi za to novo akumulacijo. Mogoče smo to lahko videli tudi med covidom celo, ne? Mislim, splav konkretno se izkorišča za nabiranje politične pozornosti in točk, zato ker je to res občutljiva tema in se zmeri znova pač na neki tudi filozofski ravni pravzaprav odpira to vprašanje, ne, kaj je zdaj, kje je začetek življenja, kdaj je zarodek sploh avtonomno biti. Recimo danes imamo zelo močne pritiske z te bom rekla, fašistične smeri, ne, bogato finančno podprte, da pač se zarodek že od spočetja obravnava kot pravni subjekt, ne. Čeprav je to skregano z vsako pametjo, ker vemo, da pač brez ženske, ki ga nosi, to bitje ne more obstajati, ne. Tako da v bistvu gre za neki ideološki boj, ki zlorablja pravzaprav to vprašanje in pač rodno sposobnost žensk, ne, za neke politične namene. Z strašanskimi posledicami, kot vidimo, Poljska, ZDA in tako naprej, Malta. Ne, to so take prepovedi, da ženske v bistvu umirajo. Umirajo zato, ker nimajo dostopa do medicinsko korektno opravljenih postopkov, no. In če pogledamo zdaj spet malo v zgodovino nazaj in kako je to Federici opisala, ja, na kakšen način se je to vzelo ženskam? Kaj? Se pravi, ta reproduktivna pravica, odločanju o rojstvu, v bistvu vse je povezano s telesom, ne, z disciplino telesa, z nadzorom telesa. Ali pa bom celo citirala od Federici en citat. Prehod v kapitalizem je zahteval preobrazbo telesa v delovni stroj in podjarmljanje žensk za reprodukcijo delovne sile, pri čemer so hierarhije na podlagi spola, barve kože in starost postale temelj za prevlado in uničenje njihove moči. In ja, kar veliko stvari se je zgodilo zgodovinsko, da smo prišli do te. Mislim, tukaj je bila sigurno zelo pomembna pač to, da so izgubile pravico do plačanega dela, ne. Zdaj, tudi to, lahko zveni kot huda posplošitev, ker je vendar, govorimo o 500-letnem razponu, ne, in se je v tem času marsikaj spreminjalo in ni bilo povsod enako, Ker recimo moramo vedeti, da ta knjiga je osredotočena predvsem na Zahodno Evropo, ne. Tudi na kolonije zahodnoevropskih držav, ampak recimo območja, ki je nam domače, se pravi neka srednja, vzhodna Evropa, Balkan, v tej knjigi ni obravnavano. In pri nas zadeve se niso istočasno dogajale, ne. Merkantilizem recimo, ki je bil nor na to idejo, da je bogastvo naroda v njegovi številčnosti, tudi če umira od lakote, ne. Ta ideja je k nam prišla recimo s 100 in več letnim zamikom, ne. Ali pa tudi pri nas konec feudalizma ne moreš datirati enako kot na Zahodu in tako naprej. Tako da hočem samo reči, kot neko pojasnilo, da je treba v kontekstu jemati to knjigo, ne. In tudi, če se vrnemo k vprašanju žensk,
recimo, ja, če govorimo o industrializaciji v Angliji, ki je bila prva, ne, in se je tudi pri nas z velikim zamikom začela, ja, ženske se je potiskalo ven iz plačanih delovnih mest, ampak zaradi revščine so itak vse delale, ne. In tudi pri nas so ženske vedno delale, ne samo ženska opravila, tako imenovana, ampak tudi moška, ne, plačana in neplačana, ker drugače ne bi preživeli. Tako da, ja, tendenca je bila, da se ženske izrine, že zaradi konkurence, a ne, iz plačanih delovnih razmerij, če hočete, iz obrtništva in tako naprej. Tendenca je bila, da se ženske izrine iz javnega življenja, iz procesov odločanja o skupnih zadevah, iz politike in seveda kako, najlažje tako, da jih privežeš na celo kopico otrok, ki jih je pač treba skrbeti za njih, to so človeška čuteča bitja, ne. Tako da v bistvu Federici predvsem o posledicah tega zasužnjevanja, če hočete, z rodnostno funkcijo, razpravlja, pri čemer da velik poudarek ne ravno čarovniškim procesom in orjaški, pravzaprav ideološki kampanji, ki se je odvijala v javnih razpravah, medijih, v literaturi, ne, kjer je mizoginija v bistvu cvetela, ne, se pravi sovraštvo do žensk, ne. In vse to skupaj, ne, je mogoče, kar je največ, kar je ženskam odvzelo in kar mislim, da ima posledice do danes, je to, da je ta strahovlada, če hočete, ne, z mučenjem in ovajanjem, prisilnim ovajanjem žensko čarovnic, ne, je ta, da smo v bistvu, da je radikalno omejila sploh možnost zamišljanja alternativ, kako bi lahko živele drugače. In to se pozna. No to bi mogoče, ker zdaj govorimo o nekem zgodovinskem obdobju, s katerim se mogoče težko zdaj v tem trenutku povežemo, in razumemo, kako so pa kako je ta položaj žensk oziroma to odvzemanje pravic, izrinjanje iz javnega življenja, vse to, kar si omenila, kako to vpliva na življenja sodobnih žensk, se pravi nas zdaj, tukaj in zdaj, kje vidimo, zaznamo ali pa čutimo posledice tega zdaj. Ker dostikrat pač jaz pridem v situacijo, ko mi kdo reče, zakaj pa zdaj ti praviš, da niste ženske enakopravne, saj lahko počnete, kar hočete. Tukaj v Sloveniji pa res ne. Ampak če pogledamo globje, so posledice tega tudi v življenju sodobnih žensk ali ne, ali zakaj je pomembno So posledice. to? So posledice. Mislim, to mogoče lažje v neki sociološki terminologiji pojasniti, no. Ampak mogoče tako, bo bolj slikovito, če tako povem. Recimo, preden se je začelo to množično preganjanje čarovnic, ne, če pogledamo recimo literaturo, ne, kako so se ženske v literaturi kot nečem, kar nam je še danes dostopno, pač prikazovale. To so bile neustrašne, pohotne ženske, ki se jih je bilo treba bati, ne, bile so prefrigane, držale so skupaj, z njimi se ni bilo za hecati, ne. To je bila podoba ženske, ne. In to upodabljanje žensk kot pasivnih, aseksualnih, moralno superiornih bitij moškim, ne, ki morajo zdaj sebe brzdati zato, ker moški se kao ne morajo, ne, svojih gonov, ne. Ta podoba ženske se je lahko uveljavila šele po tem 200 in ponekod 300-letnem ustrahovanju, ne, s čarovniškimi procesi, a ne. Kar je definiralo, se pravi, pomen tega, kaj je ženskost, ne, ta, kot jo danes poznamo, ta podoba ženskosti, kot jo danes poznamo, pasivne, tihe, podredljive itd., se je oblikovala lahko šele po tem zatrtju pravzaprav domišljije, če hočete, ne, in praktične moči žensk, ne. In to poznamo še danes. In isto ta ideal družinskega življenja, pač to je nekaj, kar ni univerzalna ideja, to se je pojavilo v določenem trenutku. Kar je dobra novica pri vsem tem je, da če so stvari zgodovinske, neahistorične, neuniverzalne,
pomeni, da lahko tudi propadejo in jih zamenja kaj boljšega. Okay. To je res dobra novica. To ja, da ne zaključimo, da ne gremo h koncu z neko slabim občutkom, ne, da v prihodnosti ne moramo nič narediti. O tem bi v resnici lahko debatirali tako brez floskule, a ne skoraj v neskončnost, ker je ogromen detajlov in podatkov še v knjigi, kako je do tega prišlo, ampak prišel je čas za eno modro. To je rubrika, v kateri komentiramo seksizme, šovinizme in podobne izme, ki se nam dogajajo tukaj in zdaj. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. Za tokratno eno modro smo izbrali komentar Mitje Iršiča na pobudo 3 koalicijskih poslank, naj vlada preuči ukrepe, torej ukrep uvedbe menstrualne odsotnosti brez potrebe po zdravniškem potrdilu. Skratka, šlo bi za možnost žensk, da so bolniško odsotne oziroma odsotne z dela zaradi bolečih menstruacij ali drugih težav, ki jih imajo potencialno lahko. In kaj je zapisal Mitja Iršič na svojem tweet profilu, ki ima by the way 8000 in nekaj sledilcev, torej je ta tweet lahko videlo in prebralo kar nekaj ljudi. Napisal je sledeče: takšne bedarije pa še ne. Seveda bi se po stari slovenski šegi to hitro začelo izkoriščati za tedenske dopuste. Torej, ja, ne, on smatra to, da bi bilo to kot nek dopust. In potem še češnjica na vrhu smetane v tem komentarju: tile se res trudijo, da bi gospodarstvo čim prej in čim bolj učinkovito spravili na kolena. Mogoče, da damo okvir, Teja, ti si prej, ko smo se peljale na tole snemanje, malo pogledala, kdo je. Pogooglala, kdo to je. Mitja Iršič. Ja, zanimalo me, kdo je ta vplivna osebnost. Internet pravi, da je to človek, ki je diplomiral na mariborski univerzi iz prava, sicer pa reden kolumnist portala SDS, tudi 24KUL in podobnih pač konzervativno usmerjenih medijev, kjer med drugim zagovarja privatizacijo šolstva, rekoč, da bo to izboljšalo njegovo kvaliteto, seveda ga dostopnost ne zanima. Več pa niti nisem izvedela v tej urci. No, ne, zdaj, mislim, kar je prva stvar, ki bi jo jaz recimo želela pri tem komentarju komentirati, je to, ne, o tedenskih dopustih. Zdaj, pol svetovnega prebivalstva, torej, ne, nekako je žensk, in se pravi, pol svetovnega prebivalstva ima menstruacijo, I guess. In zdaj, mislim, jaz ne vem, kako zdaj si predstavlja, da bi bila odsotnost zaradi menstruacije tedenski dopust, a ne. To je tako zelo, a ne, zelo Zelo zanimivo. zlorabljeno, a ne. Banalizacija pač resnega problema, posebej za ženske, ki imajo izjemno boleče menstruacije in padajo v nezavest od teh bolečin na mesečni ravni. Kaj šele ženske z endometriozo. Ja. Tako da to je čista banalizacija. A Si povemo, pa kaj je mislim, to endometrioza? to je zelo težko diagnosticirana bolezen, ko se v narodilih pojavijo ciste, ki začnejo tako rasti in tako pritiskati na druge organe, da to povzroča neizrekljive bolečine, tudi neplodnost lahko. Mislim, da je društvo Endozavest, ki se skuša osveščati o tej bolezni, specifični za ženske, ugotovilo, zdaj ne me čez držati za besedo, ampak da je v bistvu povprečno obdobje, koliko traja, da ti sploh diagnosticirajo endometriozo, nekje od 7 do 11 let.
Se pravi od 7 do 11 let mesečnih norih bolečin. No, pa smo iz te zlorabljene izjave lahko tudi obrnile, da morda komu pride prav ta informacija. Premalo vemo o tem, mislim, da se šele zdaj začeli govoriti o tem, ne? Res No, to pa- priporočam. Društvo Endozavest nudi res veliko informacij, ker se dejansko jih ni. Ženske pač mislijo, da je to normalno, pa ni normalno, to je bolezen. Ok. Hvala za to novo informacijo. Zame tudi. Jaz nisem tega vedela prej. Ok, se pravi, ne, mislim pač že ta prva, ne, da gre za tedenske, ali pa da bi šlo za tedenske dopuste, ali pa že ta predpostavka, da se bo to začelo zlorabljati, je najmanj pokroviteljska do Najmanj, ženskega najmanj. sveta. Veš, kaj jaz mislim, če bi moški menstruirali, bi bil to vsaka menstruacija, ne samo boleča, že zdavnaj plačana bolniška, brez kakšnih potrdil in dokazil. Sam menstrualni koledarček bi prinesla v službo. Ja, ali pa še tega mogoče ne. No, pa ta drugi del izjave, ne, to je pa tudi, mislim, zame zelo zanimiv pogled na ta problem, da bi šlo to za tedenske dopuste, da bi se prav s tem gospodarstvo, takole pravi, čim prej in čim bolj učinkovito spravili na kolena. Kaj zdaj to, a ne, kako zdaj lahko to jemljemo? A da smo ženske tako pomembne v teh delovnih procesih, da če bi umanjkale, a ne, bi pa to res bilo slabo za gospodarstvo? Vse bi propadlo. Ja, ne. tako da jaz mislim, mogoče bi se Miti Iršiču lahko zahvalile, a ne, za ta komentar, ker ne, med vrsticami lahko preberemo v resnici, koliko smo ženske pomembne za to gospodarstvo naše, a? Ali kaj? Mene pa še to ob tem ta misel pride, a je kdo kdaj preračunal, koliko je ta akumulacija zgodovinsko v 500 letih? Vem, da je nemogoče, ne? Ampak a se je kdo sploh spravil v to, koliko je bilo akumuliranega vseh teh Misliš, let? koliko je bilo nakradenega bogastva kolonijam? Ne samo kolonijam, ampak očitno tudi ne Ja. čarovnicam in Misliš, ostalim ženskam? ženskam na splošno, ja. Ja. Najbrž je, se ne da izračunati. Čeprav, ne, kar se trenutno dogaja, je celo, da se bivše kolonialne sile, ki še danes se kitijo s tem bogastvom, Belgija, Nizozemska in tako naprej, celo, mislim, da se je Belgija pred kratkim opravičila Kongu za vse Ja. trpljenje, ki so ga povzročili. Saj to. O reparacijah, ne vem, če je bilo govora, se pravi o odškodninah, ampak verjetno bi prineslo obubožanje Belgiji, če bi mogla vrniti vse. Ženskam in koloniziranim. Ne. Ja. Šel bi ta denar. Ja, ta realnost nas je zdaj odpihnila nazaj in k koncu. Federici je v knjigi napisala tudi, da se nadzor nad reprodukcijo izvaja še danes in kot še nikoli poprej. Teja, ti si pa na zaključnem bralnem srečanju knjige Kaliban in čarovnica Mestne knjižnice Ljubljana izrazila dvom v to navedbo. Zakaj se ti zdi, da ni Mislim, tako? zdaj tukaj je treba biti malo bolj specifičen. Federici ni tukaj pisala, to je ena tako bolj minorna omemba v knjigi. Ona tukaj ne govori o rodnostnih politikah, ne, ki so še zmeraj povsod zelo prisotne, pač naša, bom rekla, ženska sposobnost rojevanja je regulirana povsod, tudi v najnaprednejših državah je dejstvo, da je regulirana, ne, zelo. Dejstvo, recimo, da pri nas ženski ni dovoljena oziroma je zakonsko celo prepovedana sterilizacija pred 35 letom starosti, že to veliko pove, kje smo, ne. Tako da se popolnoma strinjam, v tem smislu naše žensko telo je stalno pod nadzorom in disciplinirano na vse mogoče načine, ne. Ampak v tem odlomku, na katerega ti referiraš, ona govori o reproduktivnih tehnologijah, ki so lahko problematične. Zakaj? Prvič zato, ker so bolj in bolj v rokah zasebnega zdravstva, torej cenovno nedostopne, to je sigurno problem, ne, za ženske, ki si seveda želijo zanositi, pa ne morejo po drugi poti, ne. Problematično pri nas je dejstvo, da od leta 2001 oploditev z biomedicinsko pomočjo sploh ni dostopna
samskim ženskam, ne, in tisti neizrečeni del lezbičnim parom in tako naprej, ne. Potem problematično je ali pa saj etično sporno na mnoge načine je nadomestno materinstvo, ki pri nas sploh ni zakonsko urejeno, zato ker je tako zapletena tema to in se rešuje od primera do primera, ne. To je ogromno področje, ne. Federici seveda govori o tem, da bolj, ko smo pač v rokah nekih tehnoloških postopkov, ki jih sami ne obvladamo in jih drugih izvajajo na nas, se isto velja za nadzor prek mobilnega telefona, ne, bolj smo pač podrejeni v tem smislu. Ampak vendar je treba opozoriti tudi na to, da so reproduktivne tehnologije marsikateri ženski pomagale, olajšale življenje ali izpolnile željo po materinstvu. Samo to, ne, v tem smislu sem podvomila. Okej. No, kot si pa že prej rekla, pa nobena od pravic, ki pa so, a ne, in ki so recimo temu nam normalne, da jih imamo, recimo pravica do splava, navsezadnje do sterilizacije, ki tudi po 35. letu, ne, je kar postopek, da prideš do nje, ni zagotovljena, a ne, da so vedno znova in znova napadi, a ne. Da v bistvu v Sloveniji imamo še dokaj, kako naj rečem, visoko raven, a ne, tudi dostopnosti preko javnega zdravstva. Ja, ampak kaj se dogaja, ne? Ja. Kakšna je trenutno dostopnost, recimo ginekologi na primarni ravni? Na primer, ja, no. Ne. Ja. Koliko žensk nima Reproduktivno sploh zdravje dostopa se do začne pač ginekologije? s tem, ne, No. da nekdo ti pomaga težave reševati sproti, če se pojavijo. No, ampak recimo, ne vem, jaz bi rada problematizirala vseeno tudi to, a ne, da okej, ne glede na to, da imamo recimo pravico do splava dostopno, ne, če imamo srečo, da imamo ginekologa ali ginekologinjo, da nas napoti, a ne. Še vedno je to postopek, pri katerem se prej sprašuje, se pravi, ne vedno imaš najprej ta svetovalni razgovor. Samo v Ljubljani sem pred kratkim izvedela. Resno? Recimo v drugih Novem krajih mestu ne? ga ni. Okej. Za polnoletne, ne. Ne, okej. V Ljubljani torej je še vedno, ne, ta svetovalni razgovor. Mislim, zame je to vprašanje, če se je ženska odločila za splav in ne je napotena na ta svetovalni razgovor, se torej dvomi v njeno sposobnost, da razmisli in se odloči za neko tako dejanje. Ali je, Ja, mislim, ne, to lahko sprašujem se, kaj to gledaš- pomeni. Lahko gledaš na to tako, lahko pa gledaš tudi na to bolj dobrohotno, kot je bilo v resnici to v 60-ih zastavljeno, kot dajanje informacij o tem možnih pač razpletih, ne, možnih procedurah, ki so na voljo, možnih razpletih itd., a ne. Odvisno, kako gledaš na to, ampak se strinjam, jaz sama, ko sem se odločila za prekinitev nosečnosti v svojih ranih 20-ih, me je to šokiralo, da nekdo preizprašuje mojo odločitev, ne. In se vmes celo pogovarja po telefonu s svojim sinom. Ja, no, By the way. ja, vprašanje je, ja, mogoče kako gledaš, ampak ne, sama ta procedura je lahko, ja, vprašljiva iz mojega vidika, vprašljiva v tem smislu, da ali se žensko, ne, ki se odloči za nekaj takega, smatra kot, ne, razmišljujoče, odgovorno bitje, sposobno odločanja o sami sebi, ali ne, so tam neki mehanizmi, ki to preverjajo, a ne, na vsakem koraku. Tako da Čeprav, kar je pa res treba pohvaliti pri nas, je to, da se je od samega začetka, ko se je začela pač nekako regulirati ta pravica, ne, uveljavljanje te pravice in njena dostopnost, bilo že v štartu dogovorjeno in sprejeto in velja še danes, da je to odločitev ženske in ne para, se pravi, ne. Ker ta par lahko pomeni marsikaj, ne.
ne nujno sporazumne odnose in srečnimi konci. In k vsemu temu, ne, kar sta vidva zdaj omenili, s to lupo na ženske pravice in tako naprej, bi jaz dodala pa še to, da imamo dan 70% manj biodiverzitete, da smo polni plastike, ko primerjamo, ne, a je hujše ali ne, ali je. Se pravi, poleg vseh teh pravic ali pa nepravic, ki so ves čas na udaru, se spopadamo pa še s tem. In tudi individualizirani smo povsem, ne, nimamo nekih skupnosti, prek katerih bi se lahko podprli. Zato mogoče v tem oziru primerjanja kljub vsemu se spopadamo z nekimi okoliščinami, ki so zelo posebne. Velika hvala Teja, da si nam usmislila evropsko zgodovino v tem pogovoru in tudi sicer s prevodom knjige. Malo tako gledaš, lahko boš pokomentirala, ali gre za evropsko zgodovino ali ne, ali je pomembna. Svetovno. Ne, vsekakor priporočam v branje, hkrati pa je treba opozoriti, da je to pač ena interpretacija, ne, ki ni nujno edina in sveta in zlata. Ne. Tako. Obstajajo tudi drugačne, enako legitimne. Hvala vsem, ki ste poslušali, predajte to znanje naprej in sledite še drugim podcastom.